Hej, hej. Da ne bomo v teh dneh samo gledali negativnih stvari in te zadeve, se dajmo na račun nepremičninskih posrednikov, nepremičninskih oglasov, lastnikov in te zadeve tudi malo nasmejati. Vsako večer bom vam posnela eno majhno skrivnost iz nepremičninskega oglasa oziroma prevod nekega besedila. Verjamem, da je od genija do bedaka en majhen korak, tako da dajmo prisluhniti. Prvi nasvet bo kar tale. V oglasu najdete v opisu akcijska cena oziroma neverjetno znižanje. To po vsej verjetnosti pomeni, da se lastniku zelo, zelo mudi. In spet mojca. Danes mogoče ena taka zelo zanimiva zadeva, zato ker mislim, da v dostih oglasih boste našli besedilo, kjer piše potrebno osvežitve. Po vsej verjetnosti to pomeni, da je stanovanje treba popolnoma renovirati. Teda v primeru, če ne iščete stanovanja, ki ga boste mogli popolnoma renovirati, scrollajte naprej. Pa gremo kar na tip številka 3. V nepremičninskih oglasih boste dostikrat zasledili besedico vzdrževano. Kaj bi to pomenilo? Ponavadi to pomeni, da je stanovanje v bistvu potrebno celotne obnove. Recimo okna so po vsej verjetnosti stara, ampak skoraj z zagotovostjo lahko trdim, da so bila večkrat prebrušena in pobarvana. Kopalnica po vsej verjetnosti tudi stara, ampak moram pa poudariti, da je stanovanje vzdrževano, torej če pa je bilo karkoli uničeno, so to seveda lastniki sproti popravili. Teda ja, vzdrževano. Pa smo že nazaj s tipom številka 4. Tip številka 4 boste našli v kar nekaj mojih oglasih, pravzaprav v vsakem drugem nepremičninskem oglasu verjetno, ker to je ena taka zadeva, ko jo nepremičninarji kar dosti uporabljamo in seveda lastniki nepremičnin. Gre pa nekako takole. V mirnem in urejenem naselju, kaj pa pomeni mirno in urejeno naselje? Po vsej verjetnosti se ta nepremičnina nahaja kar v klasičnem blokovskem naselju. Pa gremo na tip številka 5. In sicer je ta bolj primeren za tiste, ki iščejo stanovanje za najem ali pa hišo ali karkoli. In sicer se verjetno dostikrat vprašate pri recimo stanovanju dvosobnem, da piše v oglasu primerno za mlad par. Kaj bi le to pomenilo? Po vsej verjetnosti lastniki ne dovolijo družine z otroci, torej ni primerno za otroke in tudi ne za male živali, tako da priporočam, da ne zgubljate svojega dragocenega časa, scrollajte naprej in najdite malo bolj prijaznega najemodajalca. Tip številka 6, dostikrat boste zasledili, da je stanovanje na sveže prebeljeno. Ne vem, zakaj bi to bilo potrebno posebej poudarjati v oglasu, ampak bodite pozorni na ogledu te nepremičnine, ker se kar hitro lahko zgodi, da so lastniki nekaj prekrili, mogoče od sosedov zamaka, mogoče je stanovanje vlažno, teda pazite na sveže prebeljeno stanovanje ali hišo. Torej, sveže prebeljena nepremičnina. Pozor, pozor. Pozdravljeni, pa smo že pri tipu številka 7. Danes pa vam bom razložila o rezervnem skladu. Dostikrat mi lastniki rečejo, ko prodajo svoje stanovanje, ja, kaj pa strošek rezervnega sklada, torej vplačila, ki sem jih vplačal. Žal strošek rezervnega sklada oziroma vplačila, ki ste jih vplačali v zadnjih letih za stanovanje, ne morete prenesti naprej, ker je to vezano na samo nepremičnino in žal ne na lastnika. Tako da ne morete prenesti stroška rezervnega sklada. Tokrat pa je na vrsti tip številka 8, za katerega moram povedati, da ga dostikrat lastniki uporabljajo oziroma, kako naj rečem, radi malo pošvinglajo. Oziroma
bomo kar lepo povedali, zadeve naredijo malo lepše, torej polepšajo. Gre za letnico gradnje. Zdaj v primeru, če boste vi iskali točno letnico gradnje, recimo 2005 ali pa blok od leta 2005 naprej, pazite, ker dostikrat lastniki napišejo v letnico gradnje leto zadnje adaptacije. Teda preverite to, preden greste seveda na ogled, da ne boste seveda zgubljali svojega dragocenega časa z temi zadevami. Pa smo že pri tipu številka 9. In sicer enosobno stanovanje ali garsonjera. Dostikrat boste prišli na ogled stanovanja, torej če iščete enosobno stanovanje, boste prišli na ogled in boste se znašli v garsonjeri. Teda pazite pri tej zadevi, pokličite lastnika na oglas in ga lepo vprašajte. Mi lahko prosim lepo razložite, kakšno razporeditev ima to stanovanje. Tako se vam ne bo zgodilo, da boste prišli namesto v enosobno v garsonjero. Pa smo že pri tipu številka 10, govorili bomo o funkcionalnem stanovanju. Dostikrat verjetno najdete v opisih nepremičnin, prodajamo čudovito dvosobno funkcionalno stanovanje ali pa funkcionalno trisobno stanovanje. Kaj bi lahko bilo to funkcionalno stanovanje? Recimo lahko govorim kar tukaj za mariborski trg, kakšno je klasično funkcionalno dvosobno stanovanje. Ponavadi gre za kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, no včasih je dnevna soba še celo ločena. Potem imamo kopalnico, spalnico in seveda, če boste imeli srečo, še balkon. Torej funkcionalno. Pa smo pri tipu številka 11, govorili bomo o elektriki. Dostikrat boste našli v opisu oglasa elektrika zamenjana. Dostikrat se bo pa zgodilo kaj? Lastniki bojo samo menjali elektroomarico. Tako da dobro pazite, vzamite nekoga, ki se seveda na elektriko spozna, to žal nisem jaz, torej vzamite nekoga, ki se na elektriko spozna, zraven na ogled in naj preveri, ali je bila elektrika res zamenjana ali so zamenjali samo elektroomarico. Pa gremo na tip številka 12, kvadratura. Naj se vam ne zgodi, ko boste prišli na ogled, da boste pričakovali 100 kvadratnih metrov, dobili pa jih boste samo 60. Pred ogledom preverite, kakšna kvadratura je navedena v oglasu. Ali gre za bruto ali gre za neto, ker dostikrat seveda lastniki nepremičnin navedejo samo bruto kvadraturo, teda preverite pred ogledom, kolikšna je kvadratura kleti, kolikšna je kvadratura nekih dodatnih prostorov, recimo terase, balkona in kolikšna je neto bivalna površina. Namig številka 13, tale bo tak malo prav poseben, zato ker verjamem, da ponavadi ljudje tega sploh ne preverijo oziroma sploh ne pomislijo na kaj takšnega. Namig številka 13 gre za prodajno zgodovino nepremičnine. Primerov, da se je nepremičnina v zadnjih 5 letih že 3-krat prodala oziroma so se menjali že 3-4 lastniki, alarm. To verjetno pomeni, da je na nepremičnini oziroma v njeni okolici nekaj zelo hudo narobe. Teda pazite tudi na prodajno zgodovino nepremičnine, le to najdete v zgodovinskem zemljiškoknjižnem izpisku. Namig številka 14. Pridite na ogled nepremičnine tudi ko dežuje. To posebej velja za nakup hiše. Takrat boste seveda videli, kaj se dogaja z zelenico, ko je vse skupaj poplavljeno. Poglejte na podstrešje, če slučajno karkoli zamaka in pojdite v klet. Tako da obisk nepremičnine oziroma hiše v dežnem dnevu nujno. En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca Žižek Mesarec in gledate seveda nepremičninske namige. Jaz upam, da so vam zanimivi. Poskušam jih vsak dan res naložiti zvečer, kot je bilo obljubljeno, za čas karantene. Ampak seveda se nam je zdaj tale čas malo podaljšal in sem se jaz odločila, da ne bom več dajala samo nekih namigov, ker je bil prvotni namen seveda, da se malo pošalimo, da vas malo v dobro voljo spravim, da vidite seveda,
seveda, kaj določeni izrazi v nepremičninskih oglasih v resnici pomenijo, torej, da se malo pošalimo na račun nepremičninskih oglasov. Bom pa zdaj seveda, ker bomo očitno še nekaj časa v karanteni, vam dajala še določene namige, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine ali pa na kaj paziti, seveda, ko prodajate vašo nepremičnino. Tako da, dalje me spremljajte, vesela vaših odzivov, vesela vaših komentarjev, pa gremo seveda na naslednje namige. In že smo pri tipu številka 15. Tip številka 15 smo že v bistvu imeli pri tipu številka 1, zdaj kdo nas je spremljal, se verjetno spomni. Tip številka 1 je bil akcijska znižana cena oziroma ugodna cena, neverjetno znižanje. In seveda sem takrat obrazložila, da se takrat ponavadi lastniku zelo, zelo mudi. Obstaja pa še ena opcija ali pa še en scenarij, ne le, da se lastniku zelo mudi, lahko se seveda tudi zgodi, da je ta nepremičnina na nepremičninskem trgu že dalj časa in je v bistvu ne želi nihče kupiti. Teda z vidika, da bi nekdo dajal to nepremičnino v najem, torej investicije, je zanimiva, če bo imela ugodno ceno, je pa ne priporočam seveda za nakup, če nekdo misli v njej živeti, ker prvo ugotovite, zakaj se ta nepremičnina že dalj časa ni prodala. Pa smo pri tipu številka 16. Tip številka 16 bo od zdaj naprej vaše novo pravilo, preden boste kupili seveda vašo novo nepremičnino oziroma zadnji korak, preden boste podpisali prodajno pogodbo. In sicer spoznajte sosede. Sosedje so neverjetni vir informacij. Ne boste verjeli, kaj vam bodo vse povedali. Recimo, če boste kupovali v bloku, točno kateri sosed povzroča največje težave, kaj je bilo na bloku vse narobe, kaj še je treba popraviti, kakšni stroški so. Če kupujete recimo parcelo, poglejte, kdo je vaš levi, kdo je vaš desni sosed, da boste videli, če se boste z temi ljudmi v bistvu sploh lahko skonektali, ker vam polagam roko na srce. Recimo, če vam keramika v kopalnici ni všeč, jo lahko seveda menjate. Sosedov pa ne morete kar tako. Teda sosedi. Pa gremo na tip številka 17. Številka 17 bi jo lahko poimenovala cvetača. Zakaj? Tisti, ki seveda prodajate vašo nepremičnino, lepo prosim, ne kuhajte vsaj kakšno uro pred ogledom in vsaj kakšno uro pred ogledom začnite z zračenjem vaše nepremičnine, mogoče dajte kakšno nevtralno dišavo, definitivno pa ne kuhajte cvetače. Zato, ker bo seveda potencialnega kupca že na vratih nepremičnine dobesedno minilo. Zato, ker cvetača, recimo, ko se kuha, ful smrdi. Tako da, pazite na cvetačo. Pa gremo na tip številka 18. Velja pa seveda za vse kupce, ki kupujete novogradnje oziroma nepremičnine, ki recimo še sploh ne stojijo. Pazite, kaj vam vse tukaj obljubljajo lastniki oziroma določeni investitorji, ker se je že dostikrat zgodilo, da so recimo obljubili, da bo 100 metrov stran se postavil novi vrtec, nova šola. Dajte te izjave, seveda, če so vam te informacije zelo pomembne, preveriti na občini. Občina definitivno ve, če bodo seveda postavili novo šolo v prihodnosti, tako da pojdite recimo na občino. Če vam recimo sosedna hiša, ki bo ravnokar razpadla, ni všeč, pojdite do tega soseda, preverite, kakšne namene ima za to hišo seveda. Ne vem, mogoče pa bo tukaj avto odpad čez 2 leti. Tako da, preverite. Namig številka 19. Popravila. Kaj mislim s tem popravila? Definitivno ne rabite iti cele hiše renovirati, ampak ene majhne malenkosti pa dajte popraviti. Recimo, da vam v kopalnici že pol leta ne gori luč, pa ste možu tako že enih 20krat rekli, če lepo prosim zamenja žarnico, pa še kar ni. Torej, dajte menjati tisto žarnico, recimo, da vam določene vtičnice malo iz stene ven gledajo, dajte tudi to popraviti. Mogoče kakšne kljuke, se veste, kljuke nam včasih tako malo visijo,
kljuke mogoče menjati, take malenkosti, da ne bo imel kupec občutka, da ko se bo seveda preselil v nepremičnino, da bo imel seveda en kup stvari najprej za popraviti. Tako da manjša popravila. Ja, pa smo pri namigu številka 20. Za vse tiste, seveda, ki prodajate hišo. Prva zadeva, ki je izjemno pomembna, je okolica. Ne dovolite si, da kupec se obrne že preden stopi na dvorišče vaše hiše. Dajte zelenico pokositi. Vse tiste smeti, ki so do zdaj ležale po zelenici, pospravite. Prebarvajte ograjo, da bo seveda imel kupec en lep občutek, ko pride na ogled nepremičnine. Neke škatle oziroma kante za smeti naj ne bodo ravno čisto pri vhodu, da bo prva zadeva, ko bo kupec prišel, kanta za smeti. Da naj bo okolica čim bolj urejena. Pa gremo na namig številka 21. Sem najemodajalec, kako se naj odločim za pravega najemnika. Tu zdaj, da bi lahko rekla, nekega takega recepta za uspešnega najemnika jaz žal nimam, bi pa mogoče 3 stvari priporočala. Varščina v obliki 3-mesečne najemnine, to je prva zadeva. Druga zadeva, naj vam dajo neko potrdilo, kje so zaposleni, da vidite seveda, če so zaposleni. V tujini je praksa tudi plačilne liste. In tretja zadeva, ki jo priporočam, najemna pogodba v notarskem zapisu z neposredno izvršljivostjo. Teda to so ti 3 namigi, ki jih priporočam pri najemu. Gremo na tip številka 22, seveda svetloba nepremičnine. Dostikrat prodajalci pozabijo na svetlobo nepremičnine. Če imate recimo neke temne zavese, te temne zavese zamenjajte z svetlimi zavesami. Dvignite rolete, žaluzije gor, prostor mora biti čim bolj svetl, če imate mogoče na temno pobarvane stene, jih dajte na svetlo prebarvati. V glavnem naj kupec dobi občutek, da je prostor svetl, s tem je tudi seveda večji in bolj zračen, tako da svetloba nepremičnine. Tip številka 23, koronavirus. Mojca, kaj se bo zdaj zgodilo? Mojca, bojo cene nepremičnin padle, torej vprašanja, ki jih dobivam dnevno. Tako bom rekla. Prvo dejstvo. Ljudje se bodo vedno morali seliti. Nekateri v manjše, nekateri v večje. Prepričana sem, da so zdaj določeni ljudje seveda v tem času karantene nekako se odločili tudi mogoče za drugi stil življenja. Nekateri, za katerimi se pogovarjam, se že zdaj odločajo, da bodo od zdaj naprej živeli bolj v sožitju z naravo, torej že iščejo neke nepremičnine v naravi. Tako da dejstvo je, da se bodo ljudje vedno morali seliti ali v večje ali v manjše, ali pa da seveda spremenijo neke sloge življenja. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo je, da cene nepremičnin zdaj definitivno ne bodo rasle. Tretje dejstvo pa je, da ne vem, kaj se bo zgodilo. Definitivno je težko karkoli in zelo nehvaležno napovedovati, zato bodimo pozitivni in upajmo vsi na najboljši možni scenarij. Pa dajmo nadaljevati z našimi tipi, namigi ali kakorkoli že. Danes smo že kar pri številki 24. Gre pa danes za obnovo kopalnice in svinčene cevi. Dostikrat se dogaja, da so seveda obnovljene kopalnice, stranke recimo specifično iščejo stanovanje oziroma nepremičnino z obnovljeno kopalnico. Potem pa se zna dostikrat tudi v resnici zgoditi kaj, da so bile v kopalnici samo zamenjane ploščice, torej keramika, stare svinčene cevi pa so spodaj ostale. Tako da dobro pazite tudi vsi tisti, ki kupujete nepremičnino z obnovljeno kopalnico, da so bile zamenjene tudi cevi. Pa gremo naprej na tip številka 25. Dostikrat dobim vprašanje, in sicer kakšne stroške imam, če kupujem nepremičnino. Če kupujete nepremičnino, imate samo vpis v zemljiško knjigo, torej strošek
vpisa v zemljiško knjigo, ki je tukaj recimo na mariborskem koncu v povprečju od 100 do 150 evrov, ker se v bistvu taksa gleda glede na vrednost nepremičnine. Vsi tisti, ki pa jemljete seveda hipoteko oziroma imate hipotekarni kredit, pa imate še potem ponavadi strošek cenilca od banke in stroške odobritve kredita, pa seveda strošek pri notarju za hipotekarni narok. Teda to so na kratko tisti stroški, ki jih imate ob nakupu nepremičnine. Pa gremo naprej na tip številka 26 in sicer kakšne stroške pa imam, če jaz prodajam svojo nepremičnino, torej če sem prodajalec. V bistvu imate davek na promet nepremičnin, ki je 2% od vrednosti nepremičnine, torej od prodajne vrednosti nepremičnine. Imate še kapitalski dobiček v vrednosti 27,5% na razliko med nakupno in prodajno vrednostjo, seveda, če niste zadnja 3 leta na nepremičnini prijavljeni. Potem seveda ne pozabite še na strošek energetske izkaznice in na strošek overitve. Teda to so tisti glavni stroški, če seveda vašo nepremičnino prodajate in ste prodajalec. Pa smo že na tipu številka 27, kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček je v bistvu en davek, ki ga dostikrat prodajalci nepremičnin pozabijo. In sicer se plačuje 27,5% na razliko med nabavno in prodajno vrednostjo nepremičnine. Recimo, da ste kupili stanovanje za 100, prodajate ga za 120, torej na 20.000 evrov boste plačali še 27,5% kapitalskega dobička, to se zmanjšuje na vsakih 50 let. Po 20 letih potem ste seveda tega davka oproščeni, ali pa v primeru, da ste zadnja 3 leta na nepremičnini prijavljeni, torej ste lastnik in prijavljeni na nepremičnini, imate v bistvu stalno prebivališče. Okrog kapitalskega dobička še ena zadeva, lahko ga zmanjšujete z stroški vzdrževanja oziroma investicijami, za vse to morate pa seveda priložiti račune. To je čisto na kratko o kapitalskem dobičku. Še eno tako zanimivo vprašanje, ki sem ga v zadnjem tednu, mislim, da kar 2-krat dobila, in sicer kako se odločiti za pravega nepremičninskega posrednika. To bo kar tip številka 28. Jaz zdaj pravega čudežnega recepta nimam, bom pa rekla, v prvi vrsti poslušajte svoj občutek, feeling, kako ste se seveda konektali z agentom. V drugi vrsti pa preverite njegove reference. Preverite, kateri prijatelji so že delali s katerimi posredniki, vprašajte sosede, znance, sorodnike, kakšne izkušnje so imeli, in mislim, da boste na taki način kar hitro ugotovili, kateri posredniki delajo dobro in kateri slabo. Pazite seveda, da imajo tudi agencije zavarovano odškodninsko odgovornost. Za na konec pa še enkrat, držite se svojega občutka. Pa gremo na tip številka 29. Tip številka 29, kdo plača nepremičninskega posrednika ali posrednico in seveda koliko znaša provizija. Zdaj provizija, jaz bi rajši rekla temu nagrada za uspešno opravljeno delo. Nagrada za uspešno opravljeno delo lahko po zakonu znaša največ 4%. Kdo pa plača nepremičninskega posrednika ali posrednico, pa vedno naročnik, tak je vsaj po črki zakona. Seveda torej, če prodajalec naroči posrednika oziroma agencijo, da mu prodaja nepremičnino, potem tudi seveda on plača to storitev. Vem pa, da recimo v Ljubljani imajo običaj, da plača 2% kupec, 2% prodajalec, ampak to je potem seveda vse stvar dogovora. Če pa so še kakšna dodatna oziroma specifična vprašanja na to temo, pa mi lahko seveda pišete. En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca, zdaj mislim, da me že malo poznate. In sicer imam danes nepremičninski namig številka 30, ki pa ni samo nepremičninski namig, ampak sem se odločila, da bom v bistvu z vami podelila svoje mišljenje okrog tega, kar dostikrat dobim, kako se naj odločim za pravo ceno nepremičnine. Kako se naj odločim za pravo nepremičnino. Kaj še takega? Ja, kako se naj odločim za pravega nepremičninskega posrednika? V prvi vrsti polagam roko na srce, poslušajte sebe in svoje občutke.
Nič ni nemogoče, tudi pri ceni. Imela sem pred par meseci en primer, ko je prišla stranka, ker je že 6 agencij zavrnilo, da ima previsoko ceno. Pa sem jaz rekla, bom probala, seveda bom probala. In smo res prodali poslovni prostor za tak neverjetno ceno, da je rekel cenilec, da ni šans, da oceni na tako ceno. Torej vse se da, če verjameš, če zaupaš, in zato ne poslušati sosedov, ne poslušati staršev, katera nepremičnina je za vas najboljša, ker vi se morate v tej nepremičnini dobro počutiti in mora biti prava energija. Ko boste prišli, boste stopili v nepremičnino, boste že vedeli, to je prava. Tako da ne poslušati potem, joj, tu pa ni dobra lokacija, tu pa ni ono. Poslušajte sebe, svoje občutke. Enako pri agentih, s kom se konektate. V prvi vrsti, kaj naj rečem, 5. teden karantene. Jaz upam, da ste se vsi malo bolj povezali sami s sabo in da veste, da ste edini pomembni, samo vi. Pa seveda, da smo zdravi, fit, tako da pojdite v naravo in še enkrat poslušajte sebe in svoje občutke. Ajde, se vidimo v naslednjem namigu. Čau. En lep nepremičninski pozdrav. Moje ime je Mojca in tokrat se nahajamo v osrčju Pohorja. Danes bom govorila o tem, na kaj paziti pri nakupu parcele, in sicer v bistvu pravni vidik. Prva zadeva, preden se odločite za ogled, bi jaz rekla, da rečete lastniku za lokacijsko informacijo. Zakaj? V lokacijski informaciji boste v bistvu ugotovili, če lahko ima recimo vaša hiša eno kapnico, dvokapnico, etažnost hiše, tam boste videli, če lahko recimo, če želite imeti klet, če jo sploh lahko imate klet. V lokacijski informaciji so tudi odmiki od mej napisani. Pa lahko se vam tudi zgodi, da boste kupili stavbno zemljišče, na katerem ni mogoče graditi. Teda prva zadeva, lokacijska informacija. Druga zadeva, dostop. Ne pozabite na dostop, in sicer cesta, ki vodi do vaše parcele, mora biti, če recimo od občine, v javno dobro. V primeru pa, da je pisana na kako fizično osebo, pa mora biti seveda služnost, da lahko vi dostopate do vaše parcele. Tretja zadeva so sigurno razne služnosti, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Sosedi imajo dostikrat služnost za hojo po parceli. Dajte te služnostne pogodbe pregledati, da se vam ne bo zgodilo, da bo sosed lepo se vsak dan sprehajal čez vašo parcelo. In seveda četrta zadeva, da je seveda nepremičnina prosta bremen. Tako da to je čisto na kratko pravni vidik pri nakupu parcele. Imejte čudovit dan, pa se vidimo. Lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj, smo pri namigu številka 32, res je. In sicer namig številka 32 se navezuje na eno vprašanje, ki smo ga danes dobili pod naš Facebook Live. In sicer, kje pa naj preverim, če imam urejen dostop do svoje nepremičnine oziroma hiše, parcele ali kakorkoli že. V bistvu preverite to v zemljiški knjigi. Morate vpisati seveda parcelo, do katere oziroma po kateri dostopate do svoje nepremičnine. To najboljše, da na Gursu pogledate oziroma se obrnite, če se na to ne spoznate, na nekoga, ki se na to spozna, in pogledajte v zemljiškoknjižni izpisek te parcele, ali je vpisana kakršnakoli služnost, torej mora biti služnost za dostop oziroma hoje in prevoza. Ali pa če je recimo v občinski lasti, bo pa verjetno navedeno notri javno dobro. V primeru, da je na fizično osebo in nič ni vpisano, potem pa seveda to zadevo pojdite urediti do soseda, da vam v bistvu da služnost do vaše parcele, torej za dostop. Dostikrat stranke rečejo, pa ja, že to uporabljam 20 let, pa vse je okej. Ja, gledajte, hitro se lahko kaj spremeni, ali boste primorani vi to nepremičnino svojo prodati, ali bojo mogoče sosedi primorani prodati, in potem boste se seveda srečali z nekim novim lastnikom, ki lahko začne hitro komplicirati oziroma vam naenkrat več ne dovoli dostopa do vaše parcele. Tako da dajte urediti dostop do svoje nepremičnine. Čau. Pa gremo na namig številka 33. Ja, namig številka 33.
Nisem si mislila, da bomo prišli do take velike številke namigov, zaradi tega, ker si nisem predstavljala, da bomo tako dolgo seveda v karanteni, ampak nič hudega, torej nadaljujemo z našimi namigi. Namig tip ali kakorkoli, torej namig številka 33 in sicer, kaj točno vse naredi nepremičninska agencija oziroma kako poteka postopek prodaje preko nepremičninske agencije. Bom poskušala zelo na kratko seveda razložiti, sem pa prepričana, da bom to še sigurno v kakih nasvetih posnela naših, torej v kakšnih nasvetih, da ne bomo preveč štajersko govorili, ne. Bom sigurno še to razložila, bom pa zdaj čisto na kratko. Prvi korak je seveda stik prodajalca s posrednikom, torej ponavadi nas stranke pokličejo, povejo seveda, kaj bi rade prodajale, mi ponavadi že poskušamo po telefonu ugotoviti parcelno številko, številko dela stavbe, da lahko seveda preverimo pravno stanje, ker posredniki smo dolžni preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, pa da lahko že seveda na terenu stranki povemo, ali ima seveda urejen dostop, če potrebuje seveda kopijo gradbenega dovoljenja, uporabno dovoljenje, če slučajno mora izjavo kakšno banke urediti zaradi kakšnih hipotek, pa dostikrat se še zgodi, da so kake stare hipoteke, ki so že izplačane, vpisane v zemljiški knjigi. Tako da to je prva zadeva, potem seveda nepremičnino poslikamo, naredimo kak dober video, mogoče sprehod po 360 virtualnem posnetku in seveda nepremičnino pripravimo na nepremičninski oglas oziroma prodajo in jo spustimo seveda v nepremičninski svet, torej v oglaševanje, kar pomeni, da smo potem seveda v navezi s potencialnimi strankami. Seveda ljudje kličejo, vsak se ne odloči za ogled, nekatere zanima malo bolj specifična lokacija, nekatere mogoče samo zanima, v katerem nadstropju je, kakšna je lega in to. Tisti, ki se pa seveda odločijo za ogled, pa jih seveda peljemo, uskladimo termine s prodajalcem. Če imamo mi ključe, potem seveda samo z nami in sledi seveda ogled nepremičnine, kjer smo seveda mi prisotni. Naslednja faza, seveda, če je kupcu nepremičnina všeč, je seveda pogajanje okrog cene. Dostikrat se še pogajamo o kakšni opremi ali kaj podobnega. Jaz imam zelo rada, da nam prodajalci pustijo odprte roke okrog pogajanj, ker se mi zdi, da v takem primeru tudi lahko tudi malo višjo ceno realiziramo. Teda pogajanje, če se uskladimo okrog cene, seveda sledi podpis ene rezervacije, da lahko seveda prodajalec tudi neha z oglaševanjem nepremičnine in da damo mi seveda narediti prodajno pogodbo. Prodajno pogodbo naredi naša pravna služba oziroma naša odvetnica, bom kar rekla. In seveda sledi podpis prodajne pogodbe. Po podpisu prodajne pogodbe pa seveda odnesemo na davčno upravo pogodbe, izpolnimo obrazce za davek na promet nepremičnin, stavbno zemljišče, za kapitalski dobiček, za davek na premoženje, tako da en kup obrazcev. Ko je vse skupaj na davčni, nam ponavadi iz davčne kar na mail pošljejo seveda položnico za plačilo davka na promet nepremičnin. V večini primerov je ARA na našem fiduciarnem računu seveda, iz nje plačamo potem davek na promet nepremičnin in odnesemo pogodbo k notarju. Tam se pogodba seveda overi, prodajalec jo seveda mora priti overiti in pogodbo seveda potem deponiramo v našem sefu do plačila celotne kupnine, kar pomeni, da s tem seveda zaščitimo, da se seveda kupec ne more vpisati v zemljiško knjigo, preden plača celotno kupnino. V primeru, da pa je hipotekarni narok, pa jo seveda dostavimo na hipotekarni narok. In še zadnji korak je seveda primopredaja nepremičnine. Tudi tukaj smo mi prisotni na primopredaji, popišemo števce in še na koncu seveda uredimo prepise, recimo upravnika, kaj še naredimo, prepise, elektriko, vodovod, plinarno in te zadeve. Edino, kar pač ne moremo narediti, je RTV, pa seveda kakšni priključki internetni, ker imajo pač tu stranke določene pogodbe in vezave. Tako da to je to, čisto na kratko. Sigurno sem kaki korak še spustila, ker nepremičninsko delo zajema dosti več korakov, ampak to je tako čisto strnjeno.
Če pa so še kakšna dodatna vprašanja, pa smo z veseljem na voljo. Čau! Pa gremo na nepremičninski namig 34. Danes bomo govorili o lokacijski informaciji. Lokacijska informacija je vsaj za mene in za moje pojme nekako številka 1 oziroma number 1 pred nakupom vaše sanjske parcele, torej preden podpišete pogodbo. Zakaj? Lokacijska informacija v bistvu določa pogoje in merila za gradnjo. Recimo, da ima vaša sanjska hiška eno kapnico oziroma ravno streho. Te zadeve najdete torej v lokacijski informaciji, kaj točno lahko gradite, torej ali je streha lahko dvokapnica, enokapnica, včasih boste našli tudi barvo fasade, odmike od sosednjih parcel, torej kje točno je lahko hiška na parceli umeščena. Recimo, če je pod spomeniškim varstvom, torej na kaj vse morate paziti, višino, recimo nepremičnine, pa tudi etažnost. Teda dajte si naročiti lokacijsko informacijo oziroma lastnika prosite, da vam seveda to lokacijsko informacijo za gradnjo preda, pa najboljše, da to tudi naredite pred ogledom parcele, da se vam ne bo zgodilo, da se boste v parcelo zaljubili, na koncu pa vaša sanjska hiška ne more tam stati. Pa še ena zadeva, lahko se vam zgodi tudi, da boste kupili stavbno zemljišče, ker sploh ni mogoče graditi. Teda lokacijska informacija. Pa gremo na namig številka 35 in sicer Mojca se mi splača zgraditi hiško v lastni režiji. Odgovora na to vprašanje jaz nimam, oziroma se vam splača, če imate dovolj časa in dovolj denarja, pa seveda, če imate dovolj živcev. Zakaj to govorim? Prva zadeva je, morate seveda najti sanjsko parcelo, potem pravega projektanta. Naslednja zadeva je, da boste seveda vložili za gradbeno dovoljenje in tukaj vas čakajo raznorazna presenečenja, kot so dopolnitev. Jaz moram reči, da tukaj v Mariboru je težko dobiti pred enim letom sploh gradbeno dovoljenje. In potem še seveda naslednja zadeva, najti pravega gradbenika, ki vam bo to seveda zgradil v roku in seveda brez reklamacij, ker če ne, še vas na koncu čakajo reklamacije. Teda to je moj vidik, zdaj pa, če se vam to splača ali ne, pa seveda presodite sami.